pravi, lahko začnemo prav. Spoštovani gostje, cenjeni govorniki in govornica in vsi, ki nas spremljate prek portala STA Video, dober dan in dobrodošli na razpravi, ki jo organizirajo Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in Univerzitetni klinični center Ljubljana. Posvetili se bomo vprašanju danes, ki se dotika vseh nas, zdravju, naša največja vrednota, in zato je pomembno, da ohranjamo medicino na najvišjem možnem nivoju. Čeprav Slovenija ni največja na zemljevidu, to še ne pomeni, da ne moremo stremeti k najboljšemu. Konec koncev je prav to ena izmed lastnosti, ki nas kot narod najbolj definira, namreč da ne iščemo le velikih idej, ampak tudi načine, kako jih uresničiti. Majhnost Slovenije brez dvoma pomeni določene omejitve, ampak prav ta majhnost nas po drugi strani sili k sodelovanju, k inovativnosti, k povezovanju, kar pa je ključ do uspeha v medicini, pa ne samo v medicini, zato je današnja tema toliko bolj pomembna, kako nam to uspeva v Sloveniji, kako lahko skupaj poskrbimo, da bo slovenska medicina dosegala dobre, če ne vrhunske rezultate in sledila najboljšim praksam v svetu. Ugledni gostje bodo z nami delili svoje razmišljanja in izkušnje o pomenu povezovanja inštitucij, o tem, kako lahko ohranimo in razvijamo razvojno medicino, kako mlade navdušiti za to in kako zadržati strokovnjake in strokovnjakinje, ki bi jih mnoge države in inštitucije z veseljem zvabile medse. O možnih rešitvah, torej na sistemski, na državni ravni, verjamem, da bomo slišali veliko dobrih idej, računamo pa seveda tudi na vaše vprašanja, ker zajeten kos minutaže današnje razprave bomo namenili temu, tako da še enkrat hvala lepa vsem, ki ste se nam pridružili. Kako ohraniti razvojno medicino v Sloveniji, pa bodo skušali odgovoriti profesor dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Igor Švab, dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, docent dr. Marko Jug, doktor medicine, generalni direktor UKC Ljubljana in profesorica doktorica Mojca Matičič, doktorica medicine, specialistka infektologije in specialistka interne medicine UKC Ljubljana ter redna profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Še ta informacija, povabili smo tudi predstavnika oziroma predstavnico Ministrstva za zdravje, zaradi zasedenosti se nam ni uspela pridružiti ministrica, bolniško pa je odsoten tudi državni sekretar, tako da se bomo tokrat teh vprašanj, spoštovani gostje in gostje, lotili brez njih. 3 kroge smo si nekako začrtali v pripravah na to debato, začenjamo pa z enakim vprašanjem vsem vam in sicer, mogoče najprej profesor Majdič, razvojna medicina z vidika ustanov, inštitucij, kjer vi delujete, ki jih vodite, kakšna je vaša ocena trenutnega stanja v Sloveniji? Ja, hvala lepa in dobrodošli v imenu Univerze v Ljubljani na naši Akademiji za glasbo. Za sogovorniki smo se odločili, da organiziramo tole okroglo mizo, ker se v Sloveniji v zadnjih časih, lahko rečemo že kar zadnjih letih, veliko govori o medicini, a se ob tem se nam zdi nekako pozablja na en zelo pomemben del pogovora, ki se mu bomo posvetili danes, in sicer o tem, kakšno medicino želimo v Sloveniji. Ali želimo neko rutinsko, ki bo samo sledila trendom v svetu, ali pa želimo imeti resnično vrhunsko medicino, ki bo vpeta v svetovne trende, ki bo sama razvijala nove metode zdravljenja, odkrivala nove postopke, nove načine. Sam mislim, da vsekakor je odgovor, da moramo in želimo imeti v Sloveniji to drugo medicino, se pravi vrhunsko medicino, ki pa je ni brez tako imenovane razvojne medicine. Kaj to pomeni? To pomeni, da zdravniki in drugi, ki sodelujo v tem procesu, v visokošolskem raziskovalnem in zdravstvenem prostoru, delujejo skupaj, imajo dovolj časa, da se posvečajo ne le pacientom, temveč tudi razvoju novih metod, poučevanju študentov, in to lahko dosežemo le z tesnejšim sodelovanjem bolnic, predvsem Univerzitetnega kliničnega centra in pa Univerze v Ljubljani. Medicinska fakulteta je ena od ustanovnih članic Univerze v Ljubljani, ima častitljivo tradicijo in skozi desetletja je zagotavljala to vrhunskost slovenske medicine, ki je bila dolgo časa, upam si trditi, v svetovnem vrhu.
V zadnjih letih pa se pojavljajo trendi po vedno večji nekakšen tržni usmerjenosti medicine, kar je po mojem in verjamem, da po mnenju mojih sogovornikov vsekakor narobe, in zato smo se odločili, da danes pregovorimo o tem in moji sogovorniki bodo zagotovo lahko bolj specifično odgovorili, kje vidijo glavne probleme. Glavnih pa zagotovo, kot jih jaz vidim, sta ta premajhna povezanost klinične medicine z univerzo, podobno kot je to v svetu, v številnih evropskih državah so bolnice ali del univerz ali so z njimi tesno povezane. Pri nas take formalne povezave med Univerzitetnim kliničnim centrom, kljub njegovemu imenu, in Univerzo v Ljubljani ni. In pa seveda omogočanje zdravnikom, ki delajo klinično, da imajo dovolj časa, da se posvetijo učenju študentov, vzgajanju nove generacije in raziskovanju razvoja novih metod, raziskovanju tega, kaj se dogaja v medicini. Nenazadnje, samo še to pa zaključim, to ni samo problem zdravstva, to je problem širši v Sloveniji, kaj je, ali se bomo usmerjali v razvojno, tudi v gospodarstvo, tudi v celotni družbi, in če želimo biti napredna, uspešna država, zagotovo je pomembno, da se usmerjamo v razvoj, in tukaj se bojim, da naši politiki včasih ima premalo vizije, da je edina pot Slovenije naprej vlaganje v razvoj, in upam, da bomo uspeli preseči to in enkrat spoznali, da je to edina prava pot naprej. Se vem, da bo to vprašanje bolj za konec prišlo v poštev, samo predvidevam, da to ni prva tovrstna debata, da načrtujete še naprej nadaljevati in odpirati ta vprašanja, profesor Majdič. Ja, zagotovo. Na Univerzi v Ljubljani vsekakor želimo biti družbeno aktivni, želimo, da se sliši naš glas. Smo največja akademska skupnost v državi, dostikrat nas nekako dojemajo, da mi smo samo neka šola za študente, hkrati se pozablja, da smo mi največja raziskovalna ustanova v Sloveniji, veliko večja kot recimo nekateri raziskovalni inštituti, in kot taka čutimo svojo dolžnost, da prenašamo svoje mnenje tudi v družbo, da skušamo doseči to, da bo družba razumela, da je razvoj tisti pomemben del, ker kot sem rekel, imam občutek, da se tega ne razume dovolj. Nenazadnje, če en primer, ki je delno povezan z današnjo temo, farmacevtska industrija, kljub temu, da včasih se zmrdujemo nad tujimi investitorji, ampak vemo, da v Sloveniji imamo razvojne centre največjih svetovnih farmacevtskih družb, Sandoza in pa Novartisa, in to je v veliki meri tudi na podlagi tega, da na naši univerzi v Ljubljani vzgajamo vrhunske kadre, ki jih ti zaposlujejo. Kadri so namreč ključni za take razvojne centre in brez tega v Sloveniji takih razvojnih centrov ne bi imeli. Podobno je na medicini, kjer si upam trditi, da še vedno vzgajamo zelo vrhunske kadre, seveda pa je vprašanje vedno bolj pereče, kako te kadre zadržati doma, kako jih zadržati na fakultetah, kako jih zadržati v razvojni medicini, ker morda vidijo kratkoročno boljše možnosti drugje. Hvala lepa, se bomo lotili posebej tudi vprašanja kadrov. Profesor Švab, za vas za štart eno zelo lahko vprašanje, ko govorimo o stanju razvojne medicine v Sloveniji, od 1 do 10, kje smo? Zdaj jaz ne bi številk podajal, mislim, da smo zelo dobro izvrstni, glede na možnosti pa sploh. In ta razvoj počiva na ramenih entuzijastov, zdravnikov, ki se ukvarjajo ne samo z rednim kliničnim delom, ampak tudi z raziskovanjem in pedagoškim delom. In brez njihove predanosti razvoja medicine ne bi bilo. Če pa medicine stalno ne razvijamo, potem začne stagnirati, kar v končni fazi pomeni, da bodo prebivalci Slovenije deležni slabše zdravstvene oskrbe. Razvojna medicina je tako kot razvojni oddelek katerekoli tovarne. Če tovarna nima razvojnega oddelka, potem bojo njeni produkti vsako leto enaki in bo zaostajala za primerljivimi drugimi ustanovami. Zato je vlaganje v razvoj ključnega pomena in tem ljudem je treba omogočiti, da bojo to lahko tako delati. Razumevanje medicine kot proizvodne zdravstvene storitve je napačno. Medicina je bistveno več kot to. Medicina mora vedno graditi na svojem razvoju in naloga medicinske fakultete je, da temu sledi in da to podpira, kako se to le da. Seveda pa sami tega ne moramo narediti, tu se moramo tesno povezati z kliničnimi inštitucijami, bolnišnicami, ki so na tem področju odlične, ker samo skupaj lahko kaj dosežemo. Ampak sistem, kakor je postavljen, a imamo sistem najprej? Ja, sistem ali je bolj razdrobljenost? Sistem seveda imamo, ker
a je dober ali slab, je pa drugo vprašanje, ne. Sistem je tak, da so klinične bolnišnice pod Ministrstvom za zdravje, mi smo pod Ministrstvom za visoko šolstvo in ključna stična točka je premier, ne, kar je slabo. Potrebovali bi boljšo koordinacijo, večje sodelovanje in razumevanje za reševanje skupnih problemov. Problemi, ki jih imamo, so rešljivi, vsi imamo isto agendo in ni nobenega razloga, da jih ne bi začeli reševati, tako kot je pa zdaj, se pa te stvari zelo težko rešujejo čisto iz nekih formalnih razlogov. Samo, da si bomo lažje predstavljali, kakšna je vključenost medicinske fakultete v ta sistem razvojne medicine. Kje vi nastopite? Mi sodelujemo na večjih ravneh. Prvi, najbolj znan seveda je ta, da izobražujemo bodoče zdravnike. Če hočeš zdravnike izobraževati, jih morajo učiti vrhunski strokovnjaki. Ni dovolj, da imamo samo šolo za zdravnike, kjer jim bomo predavali. To morajo izvajati ljudje, ki največ znajo na tem področju. In ti ljudje morajo biti ustrezno prepoznani s strani univerze, kar pomeni, da morajo, ker smo znanstvena univerza, imeti znanstvene objave, strokovne članke in tako naprej. To je eno področje, kjer je zelo pomembno, da pokrijemo celotno področje medicine, ki je izjemno široko in to je zelo težko. Drugo področje, ki ga imamo, je raziskovalno področje. Razvijamo raziskave na področju medicine od bazične do klinične in tukaj sodelovanje s kliničnimi ustanovami zelo pomembno, da skupaj razvijamo tisto, kar medicino nese naprej. In tretje področje je seveda vrhunska strokovna dejavnost, kjer nekatere stvari izvajamo za slovenski zdravstveni sistem. Najbolj se je to pokazalo recimo v času epidemije COVID, ko je Inštitut za mikrobiologijo pač v začetku epidemije moral ogromno narediti, da so izvajali vse te teste, ki so bili v času epidemije potrebni. Doktor Jug, UKC je steber slovenskega zdravstvenega sistema, učna baza. Kako pa vi gledate na stanje razvojne medicine v Sloveniji? Če želite dati oceno tudi od 1 do 10, je odprto tudi za vas. Čeprav to se mi zdi, da vsi malo sovražite. Ne, mislim, da bo oceno dala družba. Mi smo samo en sestavni del družbe in naš namen je to, da dajemo družbi to, kar moramo. To je vrhunska medicina, najbolj kompleksne storitve, 24 ur na dan. Žal je globalno gledano medicina v zadnjih letih postala in vedno bolj postaja ujetnik tako imenovane tržne medicine. Tržna medicina pomeni, da vi ustvarjate storitev z namenom, da ustvarjate dobiček. Vendar medicina ni to. Medicina ni nastala zato, da ustvarja dobiček, temveč zato, da ustvarja zdravje. Kako doseči, da družba sprejme, da je ustvarjanje dobička v medicini nekaj dobrega? Vidimo lahko tudi v naši državi. Z relativizacijo samega izvajanja medicine in izvajalcev. Torej postavljanje ob bok neprimerljivega. Postavljanje ob bok izvajalca, ki opravlja 17 storitev, ob bok izvajalcu, ki opravlja 1700 različnih storitev. Jasno je, da bi že po entropijskem zakonu tisti, ki opravlja 1700 storitev 24 ur na dan, bistveno več, bolj kompleksen, porabi več energije in ima tudi višjo ceno. Ampak tukaj se seveda trudimo, da smo za javni denar damo največ zdravja. Problem tržne medicine je bolj ta, da se storitve ustvarjajo za dobiček tudi tam, kjer jih morda celo sploh ne potrebujemo. In to je ta globok prepad, v katerega nikakor ne želimo pasti. To je vzpostavlja se konkurenčni sistem med javnim zavodom, katerega odgovornost je dajati zdravje, napram gospodarski družbi, tekma, v katero UKC ne sme vstopiti, ne da ne želi. Ne sme vstopiti. V trenutku, ko bo vstopil v to tekmo, potem lahko pričakujete zelo veliko poslabšanje kakovosti storitve. Kajti dobiček se ustvarja na način, da se ustvarja enostavne storitve s čim manjšo kakovostjo. Torej, lahko smo ponosni na to, kar smo dosegli v zadnjih desetletjih. Nivo, ki ga nudimo v Sloveniji, pa ne samo v UKC,
tudi druge bolnišnice, je zavidljiv glede na resurse, ki jih imamo. Ampak tveganje pred nami pa je zelo veliko, da ta sistem, čeprav se zdi tako megalomast, velik in nepotopljiv, tudi ta sistem se lahko zruši, če ne ustavimo medicine in ta obrat v tržno smer. To je ključ. Ja, omenili ste, da glede na resurse, ki jih imamo, česa nimate, pa bi rabili, da bi šlo vse na višji nivo? Torej, mi imamo dovolj ljudi, angažiranih, ki se trudijo. Predvsem govorimo o zdravniškem kadru. Drugo je, če govorimo o potrebah negovalnega kadra trenutno v bolnišnicah. Ampak, ko mi govorimo o razvojni medicini, govorimo o tistem nekaj več. Torej, vsak od nas, ki je stopil na medicinsko fakulteto ali pa tudi v drugih strokah, seveda ima nek cilj pred sabo, da bi ustvaril nekaj v življenju. In to ni kapital. To je, da ustvari nekaj dobrega. In ta želja traja, tudi v naših študentih in tudi v mladih zdravnikih traja. Ko pa potem ta človek pri svojem, bi rekel, zrelosti, takrat, ko bi moral največ dati, vidi, da mogoče njegov kolega v isti stroki z izvajanjem nekaterih storitev, ki so mogoče celo nepotrebne, živi veliko bolje, je zelo težko zadržati ta kader na neki etični osnovi v vrhunski ustanovi. In to je bitka, ki jo trenutno bijemo. Kdo pa mislite, da je tisti, ki bi lahko te stvari spremenil? Je odgovor samo politika ali bi se tudi na kakšnem drugem nivoju dalo poiskati te rešitve? Saj bomo na koncu še malo več o tem, ampak... Politika je odraz družbe. Če bi družba se zavedala vrednosti, ki jo določeni sektori, segmenti medicine družbi dajejo, potem bi verjetno družba od politike zahtevala, da se to tudi tako vrednoti. Trenutno pa mislim, da družba se še ne zaveda, na kakšnem robu prepada stojimo in prav zato smo danes tu. Hvala lepa, profesorica Matičič. Vaše mnenje o stanju razvojne medicine v Sloveniji? Ja, najlepša hvala in lepo pozdravljeni. Torej, veliko smo že slišali in mislim, da je popolnoma jasno po vsem tem, kar smo slišali, da pomen razvojne medicine ni nek larpurlartizem, definitivno. Je neka nujnost za žitje prebivalstva v neki državi, seveda tudi v Sloveniji in je condicio sine qua non in tega se mi ne zavedamo, ne ozaveščamo tega, ne ozavestimo pri sebi in se nam mogoče zdi kar samo po sebi umevno. Ampak, če dovolite, tukaj sem kot klinik raziskovalec, iz prakse govorim, dejansko na zdravje in dolgoživost prebivalcev Slovenije definitivno tako kot drugod vplivajo različni dejavniki, genetski pa dejavniki iz okolja, ampak izrednega pomena je pa dejavnik kakovostna medicina v neki državi. Danes smo veliko slišali o rutinski medicini. Rutinska medicina je tista bolniku posvečena medicina, s katero se vsi vsak dan skoraj srečujemo, ampak tudi ta medicina se mora nadgrajevati, izpopolnjevati, rabi nek napredek, da ne govorimo o zelo zahtevnih bolnikih, ki sploh preživeli ne bi, če ne bi imeli tega napredka. Odkot ta napredek? Ja, seveda iz drugega dela medicine, iz razvojne medicine, ki mora s svojimi raziskavami dejansko poseči vsako poro medicinske stroke in skrbeti za njen razvoj. In jaz imam en velik privilegij, če smem povedati, ker delujem na obeh straneh, v kliničnem vsakdanu in na razvojnem oziroma raziskovalnem področju. Sem specialistka na kliniki za infekcijske bolezni Univerzitetnega kliničnega centra, v bistvu vrhunski ustanovi, terciarni ustanovi v Sloveniji, kjer se srečujem dnevno z najrazličnejšimi bolniki v rutinski medicini, če smem reči klinični, ampak tudi zelo zapletenimi primeri v svetovnem merilu celo, ki seveda ne bi preživeli brez tega napredka. Na drugi strani imam srečo, da sem zaposlena v vrhunski znanstveno-raziskovalni in edukativni ustanovi, se pravi v Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, tej almi mater, ki ne vem, če veste, ampak ima že več kot 100-letno tradicijo, ki jo počasi gradila in res neka ustanova, ki je posvečena po eni strani izobraževanju, v kateremu sem zavezana zaradi tega, po drugi strani sem pa zavezana raziskovanju. In kakšna sreča, da dejansko z raziskovanjem lahko
dobesedno pomagam izboljšati pomoč svojim bolnikom ali pa celo iskati nove načine zdravljenja tem bolnikom. Se pravi, imamo bolnike na eni strani, ki so res zapleteni ali ki rabijo napredek, in na drugi strani imam orodje, da to naredim. Ampak sliši se zelo idealno, vprašanje, če to res v Sloveniji nasploh tako idealno stanje. Vemo, da raziskovalna dejavnost v slovenski medicini ima res dolgoživo tradicijo, ampak ponekod na nekih klinikah, kliničnih oddelkih je bolj razvita, ponekod manj, nekje celo vrhunska in dosega sam svetovni vrh, ampak nečesa se moramo zavedati. Tukaj gre za raziskovalno dejavnost, ki je razdrobljena. Že docent Jug je rekel, entropija vendarle tukaj je prisotna kljub vsej tej vrhunskosti, namreč manjka nam neka kategorija razvojne medicine, nek status razvojne medicine, ki bo načrtno skrbel za ta razvoj, ki bo skrbel tudi, da se bo kondicija vrhunske medicine vzdrževala. Ker če povem, kako je resnično pri vsakodnevnem delu na kliniki, raziskovalna medicina na kliničnem delu je nek pastorek. To je, če smem reči, neka pepelka, seveda vedno je nujno tam prisotna, ampak porinjena nekam v ozadje. Ampak zakaj? Ja, zato ker hvala za to vprašanje, zato ker daleč največ pozornosti posvečamo rutinski klinični medicini, seveda to je naše primarno delo, in daleč premalo pozornosti posvečamo raziskovalnemu delu, in še to je največkrat na ramenih, bi rekla, takih predanih posameznikov, ki jih žene njihov raziskovalni, ne vem, želja, volja, sposobnost, da ne rečem iznajdljivost, in to največkrat v prostem času, da ne bo pomote, namesto da bi gnala neka sistematizirana analiza, na temelju katere bi se potem gradile in načrtovalo raziskave, razvoj in izboljšave stroke. In tukaj pravzaprav sem v vlogi zdravnika klinika raziskovalca. Ta klinik raziskovalec ima 3 vloge v svojem delu. Ima vlogo klinika, ki dela z bolniki, rutinsko medicino, ima vlogo edukatorja, se pravi učitelja, ki izobražuje in predaja znanje naprej, in seveda ima vlogo raziskovalca, da skrbi za razvoj svoje stroke. 3 vloge v enem. In resnično, pa zamislite si, tak klinik raziskovalec v neki akademski sferi se zelo težko postavi ob bok nekomu, ki je polno zaposlen samo raziskovalec. Prosim, da ne bo pomote, to ni tarnanje, to ni glas vpijočega v puščavi, daleč od tega. To je samo, kot so že vsi ostali ugledni predstavniki tukaj povedali, to je samo prikaz zatečenega stanja iz prakse, in mislim, da so energije in zaloge počasi izčrpane in bijemo plac bona, tako da resnično potrebujemo neke rešitve. Bom še eno temo odprla, da bomo imeli več istočnic potem za vprašanje iz občinstva. Eden od pogojev, da vrhunska medicina uspeva, je dober sistem, ustrezni finančni vložki. Če sem vas vse razumela, bi se tukaj dalo narediti še veliko več, in pa seveda mladi ljudje, ker medicina so seveda tudi ljudje. Zdaj pa profesorica Matičič, mogoče kar nadaljujem z vami, kako, ker delate na terenu veliko, kako mlade navdušiti za to, da delajo kariere, nekaj njih je tudi med občinstvom, da bodo mladi zdravniki, raziskovalci in raziskovalke ostali v Sloveniji in se s tem ukvarjali. To je eno zelo in ključnih vprašanj pravzaprav, ker veste vsi, v naravi človeka je, da je radoveden, in dejansko raziskovalni duh je bolj ali manj prisoten vsakem od nas, se pravi nekom več, nekom manj, ampak izredno pomembno je pa seveda, se mi zdi, v kakšnem okolju se giblje posameznik. Sama bom kar povedala, moj primer, sem imela izredno srečo. Izhajam ali pa rasla sem v okolju družinskem samih navdušenih raziskovalcev, mojih staršev, tudi zdaj imam svojo družino, ki je živi v tem duhu, tako rekoč raziskovalni duh v službenem in prostem času, in to je moje delo in veselje. Po drugi strani imam pa drugo srečo. Delam v ustanovi infekcijske klinike Kliničnega centra v Ljubljani, ki je tradicionalno zavezana raziskovanju, ki izjemno spodbuja raziskovanje in
mogoče že zaradi same tematike, ampak tudi sicer. Pred 30 leti na infekcijski kliniki skoraj ni bilo zdravnika, ki ne bi imel naziva doktor znanosti. Se pravi, raziskovali so in to potrjevali s tem nazivom. Danes je razmerje popolnoma drugačno. Danes so redki zdravniki, mladi zdravniki, govorimo o mladih, ki imajo doktorat ali so na poti z raziskavami, pridobitvami naziva doktorata. Zakaj je temu tako? No, saj smo že veliko slišali, dejansko se je v teh 30 letih medicina spremenila, tako ponudba in način same medicine, kot tudi število in drugačnost tistih, ki to medicino sprejemajo, ne, staranje prebivalstva in tako naprej. Po drugi strani so pa mlade generacije danes drugačne kot pred 30 leti. Postavljene so pred drugačne izzive, imajo drugačne prioritete, drugačne vrednote, najbrž tudi drugačne cilje in danes ni, seveda, vsakodnevne obremenitve so drugačne in tako po vsebini kot tudi po kvantiteti. To je pomembno. In danes ni samoumevno, da bomo kar od mladih diplomantov naprej dobili raziskovalce, daleč od tega. Danes moramo mi aktivno pristopiti k temu, da pridobimo mlade raziskovalce, ki bodo potem prerasli v vrhunske in bodo ustvarjali vrhunsko medicino. Kako jih pridobiti? Po eni strani, da ustvarimo ustrezne pogoje, se pravi, da raziskovalna medicina ali pa razvojna medicina dobi nek ustrezen status. Prvič, da naredimo premik v glavi, ustvarimo filozofijo raziskovanja, se pravi, da povemo, da je to nujno potrebno, pa to manjka pri nas neka institucionalizacija vsega tega, ne? Se pravi, to rabimo. Druga stvar, da dobesedno ustvarimo neko kulturo raziskovanja, raziskovalno kulturo, da je to nekaj normalnega, da je to pač sodi v sklop medicine. Potem seveda potrebujemo zagotoviti vso podporo od infrastrukture, logistike, administracije in tako naprej. In pa se mi zdi zelo pomembno, to je pa ključno za mlade, da ustvarimo nek sistematiziran profil zdravnika, klinika, raziskovalca, ki mu seveda omogočamo uporabo vsega tega, kar smo ustvarili, se pravi neke organizirane strukture, po drugi strani mu omogočimo karierni razvoj in če jih vprašate, kaj je zdaj bolj pomembno, denar ali čas, ne denar, čas, pravilna razporeditev časa, da imajo dejansko čas, ki je namenjen raziskovanju. Torej, to je nekako ključ, se mi zdi, seveda ob vsem tem je uspešnosti ne more biti, kot je bilo že rečeno, če se univerza ne povezuje z kliničnim delom, brez tega, to je po inerciji, se mi zdi jasno, kako to narediti, seveda modeli so v tujini, nekaj je treba najti, ampak nad vsem tem žal ni predstavnika, je pa pravzaprav država, ker država mora to institucionalizacijo razvojne medicine nekako uzakoniti, da bo tu. Hvala lepa, ker ste ravno omenili, ko pridemo do vprašanj, hvala lepa, ja. Bom nadaljevala, ker ste ravno omenili univerzo. Profesor Majdič, vi načelujete največji izobraževalni inštituciji v Sloveniji. Kakšne imate vi ideje v tem kontekstu, se pravi ravnanja s kadri? Tudi sam ste vrhunski znanstvenik, imate številne izkušnje z tega področja. Ja, ker jaz vidim enega ključnih problemov, ker mislim, da je bilo že nekako omenjeno, je možnost oziroma čas, ki je namenjen raziskovanju in poučevanju. Danes, kot vem, kot zunanji opazovalec, kolegi, ki so v praksi dejansko popravijo, se nekako upošteva samo klinično delo. Vse ostalo pa je nekako zazraven in potem delajo raziskovalno in pedagoško bolj iz nekega entuzijazma. Tisti, ki si to želijo, ki vidijo neko svoje poslanstvo v tem, ni pa to pravilno vrednoteno. Zdravnik, razvojni zdravnik, akademski zdravnik, kakorkoli ga že imenujemo, bi moral biti zdravnik, ki dela v taki vrhunski ustanovi, kot je UKC, in ima dovolj časa, da poleg seveda mora ohraniti stik s kliničnim delom za bolniki, zato da ohranja svoje znanje. Hkrati mora imeti pa dovolj časa, ki bo enako vrednoteno kot isto klinično delo, ki ne bo videno kot nekaj manj pomembnega, da bo raziskoval in pa da bo poučeval študente. To mislim, da je eden ključnih problemov, ki jih moramo rešiti. Ostalo so pa potem seveda mislim, da je bilo zelo dobro, da se bolj formalno povežemo, da se začne več tega sodelovanja.
tudi do neke mere imamo deljene pozicije, ampak verjetno bi bilo treba še bolj institucionalizirati nekako, kar bi bilo možno preko večje formalne povezanosti, ker je pa, kot je kolegica rekla, že gledamo tudi nekatere modele po Evropi in se pogovarjamo, kako bi to najboljše izpeljali. Morda bi tukaj pri tej razvojni medicini omenil samo še nekaj, kar je nekako tudi načela kolegica Matičič. Če ti delaš samo neko rutino, potem nekako izpadeš iz tokov razvoja. Če pa si raziskovalec, če sodeluješ v mednarodnih projektih, imaš stike na konferencah, ki so tudi pomembne, čeprav so včasih tudi pri nas jemlje to kot nek turizem, imaš neko mrežo kolegov in kot je prej kolegica rekla, ko imaš ti nekega bolnika z neko zelo redko boleznijo, ki se mora v Sloveniji pojavi enkrat na nekaj let, če ti nimaš te mreže, boš verjetno ostal nekako suh, kot riba na suhem, ne boš vedel, kaj narediti s tem bolnikom, če pa imaš izkušnje, če imaš svojo mrežo zdravnikov po celem svetu, po celi Evropi, na katere se lahko obrneš, boš lahko skupaj odkril, zakaj gre in potem boljše pomagal. In na ta način bomo tudi zagotavljali boljšo oskrbo teh bolnikov, recimo z redkimi boleznimi. Če bomo vzdrževali to razvojno medicino, povezano z raziskovalnim delom, z vpetostjo v mednarodne raziskovalne tokove, svet danes vemo, da je majhen, da lahko vsi komuniciramo in to je še en zelo pomemben vidik te razvojne medicine, ki smo ga morda še nismo omenili. Imate mogoče v mislih kakšne prakse iz tujine, ki bi jih lahko prenesli v naš prostor, povezano seveda z inštitucijo, ki jo vodite? Ste, ko obiskujete, ko hodite v tujini, govorite s kolegi in kolegicami, videli kaj, kar mi nimamo, pa bi mogoče delovalo? Zdaj konkretno še ne bi govoril o tem, ker se malo gledamo različne modele, do zdaj smo bili skupaj na obisku na Univerze v Levnu, ki je ena najboljših evropskih univerz z največ evropskimi projekti sploh. Tam imajo en model, kjer je bolnica dejansko del univerze, samostojen del, ampak del univerze. V jeseni bomo šli na obisk na Dunaj, kjer smo pogledali njihov model, tako da konkretno ta hip še ne bi govoril, vsekakor pa so različne opcije in upam, da bomo recimo v roku enega leta se odločili, kako bi to in potem tudi upamo, da nas bo politika poslušala, odločevalci, da nas bodo podprli pri teh skupnih korakih. Hvala lepa. Profesor Švab, ko smo se pripravljali na to omizje, je med drugim bil na mizi stavek, kako zdravniki in zdravnice množično odhajajo na tuje, pa ste omenili, da tega številke zares ne potrjujejo, da pa je opazno odhajanje vrhunskega raziskovalnega kadra. Zakaj odhajajo in kaj bi morali narediti, da temu ne bi bilo tako? Zdaj, o številkah, koliko zdravnikov odhaja v tujini, teh številk je veliko, so zelo različne, tako da o tem ne bi špekuliral, kakšne so dejanske, je pa škoda vsakega, ki gre in se ne vrne, ker smo, če drugega ne, v takega človeka kot družba vložili kar precejšnja sredstva, da se je učil, prišel do tega znanja in je potem izjemen potencial za razvoj družbe. Zdaj, zakaj, ko se pogovarjajo z mladimi, zakaj so se odločili, da so šli v tujino, kaj cenijo v tujini, pa tukaj ne dobijo. Predvsem je z področja razvojne medicine pomembno, da imajo tam urejene pogoje za delo, da imajo dovolj časa, da se lahko posvečajo tudi čemu drugemu, ne samo rutinskemu delu, in da so pogoji taki, da mu to omogočajo, medtem ko v Sloveniji tega ne vidijo. V Sloveniji je, tako kot je profesor Matičičeva povedala, je tvoja osnovna naloga rutinsko klinično delo, pa zraven, če imaš še kaj časa, boš pa še kakšnega študenta sabo vzel, pa popoldne zvečer boš pa še raziskoval. Tako se ne da. Zaradi tega mladi odhajajo in v tujini najdejo tudi dobre prakse. Seveda je pomembno, da s takimi mladimi ohranimo stike, ker so nam tudi potem, ko so v tujini, izjemno koristni z povezavami, nasveti in takimi stvarmi, ki v bistvu nam vsem zelo koristijo. Tako da ključno je, da v Sloveniji ustvarimo pogoje, da bodo lahko tisti mladi zdravniki, ki jih zanima raziskovalno in pedagoško delo, zato imeli čas, da se bodo s tem ukvarjali, in ti ljudje so izjemno dragoceni in si jih ne smemo izgubiti tako ali drugače.
Hvala lepa. Doktor Juk, vi večkrat v intervjujih rečete, da UKC niso samo zidovi, ampak so ljudje. Kako bi lahko, po vašem mnenju, recimo klinični center bolj aktivno prispeval k zadržanju vrhunskih strokovnjakov? Ko smo bili v Lövnu, je bilo eno sporočilo jasno, nobenemu ni lahko. Tudi na univerzitetnemu kliničnemu centru Leuven ni lahko zadrževati kadra. Edini način, kako uspejo vsaj delno konkurirati temu bolj tržnemu delu, je ta, da dosegajo izjemne rezultate na raziskovalnem nivoju. To je to, ki vleče tiste res predane ljudi in jih tudi ohranja. In UKC seveda niso zidovi, k sreči ne, so predvsem ljudje, ampak ne samo klinični ljudje. Mi izvajamo pretežni del in tudi najbolj kompleksni del izobraževanja zdravnikov v Sloveniji in tudi večina raziskav se dogaja pri nas. In tukaj je pomembno spomniti, da seveda vsaka storitev je lahko vrhunska. Tudi enostavna storitev je lahko vrhunsko izvedena. Vendar, da se ona izvede, to znanje mora od nekaj priti. To znanje pa je koncentrirano tam, kjer so ljudje, ki se ukvarjajo z razvojno medicino, ki raziskujejo, kjer so vsak na svojem mikropodročju opinion leaderji v Evropi ali pa celo svetu. In to je luksus, ki ga imamo. Torej to, da imamo mi zdaj model, kjer vi lahko dobite neko storitev izven UKC-ja, ki je lahko zelo dobra, je posledica tega, da UKC obstaja. Čez 10 let, če ne bomo zdaj nekaj naredili in ohranili, razvijali to centralni steber, ne samo UKC, tudi ostale učne bolnišnice naprej, tudi tega drugega več ne bo. In bo poznanje treba, tako kot je bilo včasih, hoditi na Dunaj. Tega mislim, da si res ne smemo privoščiti. Ko ste v stiku z kolegi, bom rekla, domačimi, ki delujejo na vaši inštituciji, ki jo vodite, pa predvidevam, da je tudi kar nekaj tujih strokovnjakov in strokovnjakinj, ki delujejo. A so kakšne razlike med tem, kako težave izpostavljajo, narekovajo naši in tujci? Ali vsi opažajo več ali manj enako? Moram povedati, da, veste, ljudje smo povsod v bistvu v duši enaki, ne? Ali v Evropi, v Ameriki. Tisti, ki se ukvarjamo z res težkimi stanji bolnikov, smo vsi v sebi iskreni in želimo pomagati bolniku. To je tako. Tisti, ki tega ne zmore, gre ven, se ukvarja z nečem, kar je bistveno lažje. Tako da ljudi, ki jih mi srečujemo, so podobni. So predani, iskreni in sploh ne jamrajo. Pač je pa res, da so razmere, bi rekel, te urejenosti v tem smislu boljše navadno, pri teh, ki prihajajo z zapada, lahko so pa slabše. Tako da mi smo nekje verjetno na sredini, ampak naš cilj seveda je, da smo vedno boljši. Prvi pa ta, da ne razpade to, kar smo ustvarjali desetletja. No in ker ste omenili, bom še zadnji krog kar z vami začela, preden preidemo na vprašanja. Rekli ste, če ne bomo nekaj naredili, se nam ne piše nič dobrega. Kaj po vašem mnenju je treba narediti, da bi razvojna medicina v Sloveniji ohranila kakovost, šla na višji nivo? Zagotovo je prvi korak tam, da iskreno sami sebi pogledamo v oči in povemo, kje smo. Mi imamo veliko težav z zdravstvom v Sloveniji. Imamo veliko dobrega. V UKC-ju v zadnjih letih ogromno posvečamo temu, da znamo prepoznati, kdo je tu z dobrim namenom in kdo ne. In to je po mojem tista prva ločnica. Če bomo mi med sabo znali razločiti, kdo je tu, s katerim namenom in zasledovali pravi namen, potem bomo to stanje rešili. Seveda tega ne moramo sami, to moramo delati kot družba, kot inštitucije. Mi kot inštitucije, če govorim UKC Ljubljana in Univerza, smo vstopili bistven korak naprej. Pred nekaj časa so po mediji recimo tržili naše težave. Zdaj bi medijem rad sporočil, da smo mi bistveno več kot to. Mi smo ne celo družina, mi smo samski dvojčki. Mi eni brez drugega ne moremo živeti.
Ne medicinska fakulteta brez UKC, ne UKC brez medicinske fakultete. To je eno in isto. In to, kar iščemo, in je naša naloga tudi, da iščemo načine, kako bi se povezali, kako nekaj, kar nas je delilo, nikoli več ne more priti in razdeliti ta prostor. Ker verjemite, da interesi mnogih ali pa vsaj nekaterih niso takšni, da bi vse šlo v pravo smer. Ker ste vsi pravzaprav govorili veliko o povezovanju, samo še eno vprašanje vam, doktor Jug, pa me kar popravite, če ne bom pravilno navajala, ampak Univerza v Ljubljani in UKC sta formalno ločeni entiteti. Ali bi k razvoju razvojne medicine pomagali, da bi se združili? Bi pomagalo, da zdaj padete pod dve ministrstvi, bi pomagalo, da bi, ne vem, samo pod enim ministrstvom bili? To je zagotovo težava, predvsem ta, da je resorni minister nekdo drug. Torej, mi se stikamo šele na nivoju premijeja, predsednika vlade, tam lahko mi recimo na koncu na najvišjem nivoju soočimo zorne kote ali pa težave. To zagotovo ni dobro. Modeli so različni, smo slišali. Nekje so klinični centri last univerz, ker so nastali tudi tako iz univerz. Drugje so last okrožij ali pa države. Vsekakor pa mora biti tale, bi rekel, povezava zelo jasna in morajo se iskati sinergije. Tukaj bi rekel, da trenutno smo bolj na tem, da je tako kot celotna družba model pripeljal do tega, da je vsak po svoje iskal v tem modelu interese, lastne interese. In mogoče zato ni prišlo do nekih takih sinergijskih učinkov. Mislim pa, da smo zdaj na mestih pravi ljudje, ki lahko to spremenimo. Hvala lepa, profesor Majdič, ker mikrofon vam enako vprašanje, plus seveda vaš razmislek, kako naprej. Ja, nekako mogoče bi neke 3 ključne točke izpostavil. Prva bi se navezal to, kar sem že prej govoril, kar smo večkrat poudarili danes, kadri. Se pravi, potrebno je zagotoviti mesto nekega razvojnega zdravnika, kakorkoli bomo že to imenovali, ki ne bo navaden kliničen zdravnik, ampak bo zdravnik, ki bo imel v okviru svojih rednih delovnih obveznosti dovolj časa za poučevanje in pa za raziskovanje. Drugo je, ker je bilo tudi že omenjeno, koordinacija med obema resorjama. Mi smo dali že pobudo, da bi se ustanovila neka skupina, ki bi povezovala obe ministrstvi, ki bi skupaj delovala in bi skupne težave akademske medicine oziroma razvojne medicine reševala. Tretje je seveda povezovanje obeh institucij, Univerze v Ljubljani in pa Univerzitetnega kliničnega centra. Še četrta, ki jo jaz vidim, je pa po mojem to, spet kot zunanji opazovalec, da bi morali bolj kot je ločiti rutinsko medicino v samem kliničnem centru in pa vrhunsko medicino, razvojno medicino, terciarno medicino. Na kakšen način, to je seveda stvar debate. Ena možnost je tudi, da bi morali v Sloveniji imeti 2 bolnici v Ljubljani, UKC in pa regionalno bolnico, ki bi izvajala samo rutinske storitve. Lahko vse ostane v okviru UKC-ja, ampak verjetno bi bilo bolj ločeno, kaj je tista rutina, ki jo opravljajo neki, tako rečem, patonimično slabšalno rutinski zdravniki in kaj je tista vrhunska medicina, vrhunska zdravstvena oskrba, ki se razvija, ki jo izvajajo ti razvojni zdravniki. Hvala lepa, profesorica Matičič, se nekaj ste omenili, ampak kako pa vi vidite pot naprej? Kaj bi predlagali kot rešitve? No, popolnoma se strinjam z vsem povedanim, iz prakse govorim. Vrhunska medicina je še prisotna, to smo videli, zelo smo ponosni na njo. Ampak moramo vedeti, da ta razvojna ali pa raziskovalna dejavnost je največkrat tlakovana na poti, ki je posuta s trnjem, dobesedno per aspera ad astra, tako da res mislim, da je treba to pot tlakovati, če ne kar asfaltirati. Zaradi tega, ker drugače bo ta naš ponos hiter postal mlačen, bo močno upadel, medicina bo stopicljala na mestu in bo šla navzdol. Tega si pa res ne želimo. In zaradi tega, kot sem že rekla, institucionalizacija razvojne medicine z vsemi dejavniki, ki so bili povedani, od filozofije v naših glavah, kultura raziskovanja, zagotovitve infrastrukture, logistike in tako naprej, do mesta klinika raziskovalca. Tukaj bi pa rada gospodu rektorju dodala pravzaprav, da nikakor ne moramo ločiti klinika od raziskovalca, kajti klinik vidi problem in
klinik raziskovalec mogoče potem najde lažje in boljše pot do rešitve tega problema. In seveda povezava z univerzo in terciarnimi ustanovami je nujna, to je brez tega, to je neka naravna inercija in seveda neka sistemska ureditev. Ampak nismo se pa dotaknili pravzaprav človeškega faktorja. Tukaj pa na vseh nas, učiteljih, raziskovalcih, da smo vzor mladim. To je pa mislim, da je ena zelo pomembna stvar, da jih spodbujamo k raziskovanju, da jih navdihujemo, da jih dobesedno, da jim vzbujamo ta raziskovalni duh in da se do njih spoštljivo obnašamo in na ta način promoviramo raziskave. Nič se nismo dotaknili danes nagrajevanja na tem področju, oprostite, če govorimo o tem, ampak če že to ni pomembno, kot sem prej rekla, pri pridobivanju mladih, je pa to pomembno pri vzdrževanju vrhunskih strokovnjakov. Si tako ali drugače priznamo ali ne, kajti pogled na nagrajevanje v Sloveniji, torej zelo nestimulativno nagrajevanje razvoja v Sloveniji, v medicini se dogaja, da ne govorimo o nagrajevanju vrhunskih strokovnjakov, ki so se odločili, da bojo svojo vrhunskost uporabili in izvajali v slovenski razvojni medicini in dejansko bi jih pravzaprav morali izdatno nagraditi, da bi ostali v tej stroki, v tej razvojni stroki in da ne bi beg možganov poznamo, da ne bi zbežali morda v zasebno rutino ali pa v tujino, to bi bila pa potem smrt in pokop vsemu temu. Tako da z eno besedo in zelo lahko karikiram, vrhunska medicina, vrhunska stroka je kot vrhunska plezalka. Najprej moramo zgraditi eno dobro steno z vsem logistiko, potem bo ona lahko tam razvijala svoje znanje, svoje veščine in sposobnosti in na ta način bo priplezala na Olimp. Si predstavljam, da ko se vabi vrhunske strokovnjake in strokovnjakinje, da ko jih recimo nekdo vabi k sodelovanju, dve stvari izpostavijo. Kakšni so pogoji, v katerih bom delal in kakšna bo moja finančna nagrada. A se motim? No, sama nimam toliko stika z novačenjem ali pridobivanjem vrhunskih strokovnjakov, ampak dejansko sta to dva kriterija, ki igrata tukaj pomembno vlogo, kajti pravzaprav nek vrhunski strokovnjak je na trgu dela, in najbrž bo večinoma izbral najugodnejše pogoje dela, kajti vendarle raziskovalec je posvečen raziskovalnemu delu, mislim pa, da ni zanemarljivo tudi nagrajevanje. Hvala lepa. Profesor Švab, vaša bo pa zadnja v tem krogu pred vprašanji občinstva. Kako pa vi vidite, ne vem, pot naprej? Če bi se stankovali z ministrom, ministrico, kaj bi mu oziroma ji našteli? Zdaj, pot naprej, jaz bi začel z neko optimistično novico. Entuziazem in potencial za razvojno medicino v Sloveniji je enormen. Medicinska fakulteta ima že skoraj vsako leto na podelitvi doktoratov tukaj na Kongresnem trgu največje število doktoratov iz vseh članic Univerze v Ljubljani. Interes študentov v času študija za to, da bodo raziskovali, za to, da bodo svoje znanje predajali drugim, je izjemno in tukaj pravzaprav skrbi ni. Problem je seveda v tem, da vsega na entuziazmu ne moreš dolgoročno graditi in tukaj je potrebno, da se inštitucije med sabo začnejo pogovarjati, vidijo, kakšni so skupni interesi, te interese na nek način dogovorijo in potem se gre v neke formalne dogovore. Če ta problem, ki ga imamo z razvojno medicino, ni unikatno slovenski, povsod po svetu imajo problem s tem, da je treba tej veji medicine nameniti posebno pozornost. Jaz mislim, da je pot, ki smo jo izbrali, ta prava. Pogovarjamo se zelo pogosto s kliničnim centrom, kako bomo te medsebojne odnose predlagali, da se uredijo. Vzeti si moramo pa dovolj časa, da bomo predlagali neko tako rešitev, ki bo v Sloveniji preživela. Seveda so recepti v tujini, jih je veliko, treba je pa izbrati tistega, ki bo v Sloveniji deloval. To je pa mogoče najtežje. Še pod vprašanje, a bi mogoče kakšne spremembe v kurikulumu, v raziskovalnih programih lahko
ne vem, dodatno spodbudile razvoj stroke? Zdaj, kurikulum študija na medicinski fakulteti je živ, se vedno posodablja in spreminja. Ravno kar smo zdaj v prenovi, oziroma zaključujemo en ciklus prenove, ta ocena tujih strokovnjakov, kar se kurikuluma tiče, je zelo laskava, tako da smo tudi na zadnji konferenci EMI, konference o medicinski edukaciji v Evropi, dobili strani tujih strokovnjakov kar zelo pozitivne ocene, da kurikulum je formalno v redu. Ampak nekaj, kar imaš ti formalno napisano v kurikulumu, ključna je vsebina, ključni so ljudje, ki bodo ta program izvajali in njihova možnost, da to dejansko izvedejo. Hvala lepa in s tem zaključujemo recimo, da uradni del razprave, sledijo vaše vprašanja, spoštovani in spoštovane. Prosim samo, da počakate, da z mikrofonom pridejo do vas, se predstavite in poveste, za koga imate vprašanje. Izvolite. Pozdravljeni, jaz sem pa v bistvu študent medicinske fakultete, zdaj sem upisan v 3. letnik. Imam pa v bistvu vprašanje za tistega, ki se bo počutil najbolj naslovljen. Zdaj se mi zdi, ta novi program v bistvu daje več na raziskovanju, ampak še vedno se mi zdi premalo. V bistvu v celem letu, torej 1., 2., 3. letnika je en predmet s 3 kreditnimi točkami namenjen raziskovanju. Zanima me, kaj če bi recimo dodali še en ločen program raziskovanja. Na ta način bi lahko razbremenili klinike, raziskovalce. Jaz razmišljam, a je bolj, da je to ena oseba, da se klinik in raziskovalc pogovorita, povežeta, ker raziskovalc, jaz verjamem, bi lahko prva 3 leta imel izobraževanje isto teoretično, potem bi pa na vsake toliko prišel na kliniko, se pogovoril s to osebo, namesto da se zdaj strokovnjak pogovarja s študentom, ki nima raziskovalnih znanj. Tako da to je moje prvo vprašanje. Najlepša hvala. Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, kar se kurikuluma tiče, je tako, kot sem rekel, to stvar, ki se razvija in se posodablja in so pripombe vedno dobrodošle, tako da jih bomo upoštevali. Naš prodekan za program študija medicine je tudi v publiki, tako da je tudi to slišal. Je pa treba vedeti, da osnovni kurikulum dodiplomskega študija zajema tista znanja, ki jih mora imeti vsak zdravnik. In je zmeraj problem oziroma izziv, kako v tem kurikulumu omogočiti posebne interese študentov za posamezna področja, ker če bi hotel vse interese v celoti zadostiti, pa bi kurikulum medicinske fakultete trajal enih 15 let. Tako da je pa zlasti področju raziskovanja namenjenega v novem kurikulumu več organiziranega prostora in tudi veliko možnosti tudi izmenjav sodelovanja s tujino, tako da to se bo dalo po mojem brez kakšnih večjih problemov urediti. Hvala lepa. Ma še eno vprašanje? Sam sekunda, da ima še kdo kakšno vprašanje preden? Prav, pa gremo s tem vprašanjem, pa potem V bistvu mene ravno to zanima, zakaj bi bil to poseben del študija raziskovanja, zakaj ne bi bil to 3. steber poleg splošne pa dentalne medicine, če bi bilo to. Nisem čisto dobro razumel, to pomeni, kaj predlagate? Da bi bil ločen program, torej recimo 6 let samo raziskovanja ali pa 3 leta, če to ni, mislim, če bi bilo to dovolj. Teh zgledov ne poznam, bi jih morali pa študirati pa videti. Mislim, da je najbolj, da če imate takšen konkreten predlog, ga enostavno pošljete na naš dekanat, pa bomo o tem komisija, ki o tem dela, se posvetovala, videla, kaj se da, pa kako se take ambicije lahko uresničijo. Hvala za vprašanje. Prosim, profesorica. Polnitev. Nekaj podobnega kot je, ampak to čisto drugi sistemi imajo v ZDA, kjer v ZDA imaš ti najprej dokončaš college, neko osnovno in tudi potem greš potem na medicinsko fakulteto, lahko pa neke osnovne predmete narediš v tej prvi fazi, greš potem lahko naprej doktorat delati in potem deluješ kot raziskovalec. Samo to čisto drugi sistem, tako kot je profesor Švab rekel, dekan, je medicina eden od reguliranih poklicev v Evropski uniji, tako da imaš predpisano, kaj moraš imeti v kurikulumu in to je že precej omejujoče pol na teh programih, ki so, to je medicina, veterinarska medicina, pravo, arhitektura in tam
tam je pol, ni toliko svobode kot v nekakšnih drugih programih, kjer ti lahko dokaj svobodno spreminjaš ta kurikulum, ne? Tako da tukaj je ena omejitev. Izvolite, ja. Ja, če še lahko jaz dopolnim iz prakse, dejansko, da postaneš klinik raziskovalec, o čemer se danes pogovarjamo, in da lahko na ta način vzdržuješ vrhunsko klinično medicino, moraš biti najprej zdravnik, moraš obvladati osnove medicine in zdravniškega poklica in potem seveda v okviru tega delovati in videti primanjkljaje, kako razvijati stroko in delati napredek. Seveda pa se strinjam in močno podpiram to, da se tudi že v času študija nekako izoblikuje ta smer. Trenutno mislim, da je poleg tega, da so določene smeri, ki nakazujejo na raziskovanje, da pravzaprav je na učiteljih, da postajajo dobri mentori, kot sem že prej rekla, da so vzor, da spodbujajo in nekako promovirajo to raziskovalno delo in sami veste, mogoče še niste v višjih letnikih, kjer je več tega, ampak dejansko študenti sodelujejo izredno v našem raziskovalnem delu, so tudi člani raziskovalnih skupin, ravno kar imam je skupino, ki objavlja v tuji strokovni literaturi, tako da to se dogaja, ne? Ampak tukaj je že interes študenta, ki ga mora pokazati in pa seveda, da ima na drugi strani ustreznega sogovornika, to je pa učitelj, ki zna nekako na pravi način spodbuditi študente. Hvala lepa. Profesor Zver, izvolite. Ja, Zver je moje ime. Ja, dober dan. Malo sem zamudil, ker sem še kle zunaj padel. Če mogoče sam malo bližje dati. Malo sem zamudil, sem tam čez eno verigo še padel, ker je nevidna. Ampak dobro. En par stvari bi komentiral, ker en par teh anomalij, kot jih jaz vidim, recimo. Ena je sigurno ta postavljena, govorim za svojo bolnišnico, klinični center, da je pri nas nekako pravilo, da če nisi res neumen, moraš iti seveda tudi v znanost in delati doktorat in potem naprej. Ne. Mislim, da ta sistem ni zdrav, ker potem ti ne moreš delati, kot je rekla Mojca, klinično delo pa diplomski študij hkrati. Ne moreš. In potem kaj se zgodi? Klinično delo gre zadaj, peša in delaš doktorata. Ne. Potem pa postaneš doktor znanosti, pa seveda z doktoratom pa res ne boš delal rektalnih pregledov, ne. Recimo v karikiram. Ne. In je to ena taka stvar, ki mi ni jasno, zakaj je tukaj postavljena neka ločnica med tistimi, ki imajo doktorate in med tistimi, ki jih nimajo. Tisti, ki jih nimajo razvojnih možnosti, bi rekel. Potem drugo, prej smo rekli nagrajevanje. Ti praktično, jaz sem strašno srečen, da imamo ta IRD sredstva. Meni je to strašanska nagrada, noben drug mi toliko ne da. Ampak če pa gledaš, je pa to vse nekaj malega. Ampak nagrajevanja pa Igor ve, ne. Jaz sem, transfuzijska medicina ni imela 12 let, ni bilo transfuzije v kurikulumu Medicinske fakultete Ljubljana. Jaz sem najdel svojega prijatelja Alberta Beniga, ki je profesor transfuzijske medicine, pediatrije, predaval v Frankfurtu na Goethevi univerzi v Seattlu, na George Washington University in je tudi gostujoči profesor na predmetu kri, predava transfuzijo. Pa mu nekako v vseh teh letih, zdaj že mislim, da je 4., 5. leto, on spi pri meni, ne, tako malo nenavaden človek, spi pri meni, jaz mu zrihtam letalsko karto iz nekih svojih resursov, ne bi zdaj v tem, ne. In mu ne moram dati niti nekih 500 evrov za burek, nismo prišli do financiranja, pa je top strokovnjak, po moje, ne vem, koliko med nas ima tak kurikulum, kot ga ima on. Ne. Pa še en par stvari sem hotel povedati, sam se nutek zdaj mi je malo šlo iz glave. Potem včeraj, ne, recimo primer, mi imamo znanost, ki se oži proti vrhu, ne širi. Ne. In včeraj sem v eni skupini, res da ne strašno aktiven, ampak nekaj malega pa. In smo včeraj objavili v eni reviji za Impact Factor 12. Napisanih nas je tam 20 ali pa 15.
Jaz sem si rekel pismo, ker pred 2 leti sem, hvala Bogu, na Višavah, kot bi rekel, dobil redno profesuro, pa se mi s tem ni treba več ukvarjati. Ampak vsakič, ko sem si take članke imel, pa ki sem dobil 0,01 točko za to, pa je vrhunski članek, sem rekel, pa je Ben ti zver, ti si res blesel, da se greš to igro. In te stvari nas begajo in mi moramo znanost širiti, jo pa ožmo. In še nekaj je v medicini. Nas je malo, naše veje so majhne. Tudi hematologija, nas je 20-25 hematologov v Sloveniji. In radi bi imeli pa vse. In podobno je tudi pri drugih takih velikih strokah. In je tukaj ogromno odvisno, ali se bo šel znanost od predstojnika oziroma tistega, ki igro vodi ali ne. Tukaj imamo, jaz če ne bi delal nič, noben mi ne bi nič rekel. Imel bi se super tam doma, bi pekel čevapčiče, če bi hotel, ne. Pa jih ne, pa se poneumljam, ne poneumljam, pa delam tole, pa imam potem še besno svojo gospod za vratom, da znam sam tole delati medicino. Hvala lepa. Malo teh misli, no. Hvala lepa. Kolaž, ja, evo se zdaj tih, da sem razumel. Hvala. Hvala lepa za vaš komentar. Izvolite, dr. Jok. Ja, hvala, profesor Zver, večni borec za pravico. In kljub pravici vsak model mora biti nekako poslovno vzdržen, ne smo rekli. Seveda, mi si lahko privoščimo, kolikor pač imamo, več ne moremo. Imamo pač, kolikor imamo. Vprašanje pa, kako to delimo. To pa je naša naloga. In to, kar tudi profesor Zver mogoče v tem malo se dotikal, mi delimo tako, da damo nekomu preveč, nekomu premalo. V tem konkretnem primeru govorimo, da so storitve interdisciplinarne, kompleksne, ki zahtevajo kompleksno univerzitetno zdravljenje, preslabo plačane. Iz tega vi ne morete kovati nagrad, ki bi bile stimulirajoče, že za lastne ljudi, kaj šele za tuje ljudi. Zato pridejo takšni, kakršni pridejo, kakor sem prej omenil, ki čutijo, ki spijo lahko tudi na kavču, zato da širijo svoje znanje. Ampak sistem je treba vzpostaviti tako, da ne temelji na entuzijastih. Sistem mora imeti jasen poslovni model in jasno ločitev, kaj je res pomembno, kaj je manj pomembno, tako kot je v triažu v medicini vedno pomembna ob omejenih resursih. In tukaj želimo predstaviti družbi, kaj je za družbo izjemnega pomena in da se nehamo sprenevedati in govoriti in dajati vrednost stvarem, ki jim to ne pritiče. In storitev ni enaka storitvi, vrednost ni enaka vrednosti. Nekatere so preplačane in tam mora država vzeti, nekatere so podplačane in tam mora država dati. Katere so preplačane, recimo, katere podplačane? To bi najlažje odgovorili na način, da bi pogledali, na katerih storitvah se ustvarjajo najvišji dobički. Če recimo konkretno govorim, pa dam en primer, recimo magnetno-resonančne preiskave, ki so zdaj, bi rekel, vsakodnevna, poslužujemo z njih, vprašanje, če so sploh potrebne, iz klinike, vam jaz kot strokovnjak povem, po 60. letu magnet kolenskega sklepa ne da veliko podatkov, pa opravimo jih veliko, torej delamo stvari, ki so nepotrebne. Drugo, nekateri izvajalci izvajajo samo te, zato ker so te res dobro plačani. Ker če imamo čas, lahko povem primer, recimo magnet kolena, prejmete 200 evrov od zavarovalnice, za magnet s kontrastom srca, ki pa traja 2 uri in zahteva izjemno kompleksnost, pa dobite 300 evrov. Magnet kolena traja 15 minut, magnet srca traja 2 uri. Lahko se hitro ugotovite, kateri izvajalec kaj izvaja. In tukaj bi bilo treba uravnotežiti. Torej, mi ne želimo nič več od drugih, ampak želimo, da je to pravično vrednoteno. Se pravi, pacijente, ki jih oskrbujemo, ali če imamo enake cene, potem moramo oskrbovati enake vrste pacijentov in jim nuditi enake vrste storitev. Sicer pa, če si nekdo jim vzame luksus, da opravlja samo tisti segment, ki je najbolj dobičkonosen, je jasno,
da je za to preveč plačan in družba bi za ta denar lahko dobila bistveno več. To je ključ. Želi še kdo kaj dodati? Ima kakšno vprašanje, prosim, izvolite. Radko Komadje na Slovensko zdravniško društvo. Prepričan sem, da smo v tej dvorani vsi enako misleči. Ko smo pred 3 leti ob 160-letnici Slovenskega zdravniškega društva imeli podoben posvet o akademski medicini, smo ugotovili takrat, da je medicinska znanost v Sloveniji v nekem sivem področju, v neki sivi nedefinirani coni zaradi tega, ker je večina zdravnikov, raziskovalcev, tudi klinikov in model, ki je sedaj v veljavi v naši državi z nekoliko populističnim večnim skrajševanjem čakalnih dob, institucionalno ne dovoljuje ločiti oziroma prepoznati raziskovalno delo zdravnika v istem času, ko recimo pacient operira školjk in istočasno ga vključuješ v raziskovalni projekt in potem birokrati povejo, da ne moreš biti za isto delo z istim pacientom plačan dvakrat. Anekdotično ob tej okrogli mizi o akademski medicini 2021 nas je počastil takrat državni sekretar z Ministrstva za zdravje, ki je rekel, da je prijetno slišati, da o teh stvarih nikoli ni kaj posebej razmišljalo, se tudi državni sekretar ni več. To pomeni, gre za interdisciplinarno področje Ministrstva za zdravje, Ministrstva za visoko šolstvo in kot je to zdaj že po dolgoletnih izkušnjah znano, nad tem je še Ministrstvo za finance in v zadnjem času ob velikih investicijah kapitala v dobičkonosne nenujne stvari, tudi Ministrstvo za gospodarstvo. Torej, akademska medicina v Sloveniji predstavlja razvojno priložnost za celotno državo, za gospodarstvo, za zdravilišča, za turizem, za Inštitut Jožefa Štefana in tako naprej. Znotraj medicinskih vrst smo povedali že vse. Mislim, da je treba vprašanje nasloviti na organizatorje države, to pomeni na vlado. Interdisciplinarno, medresorsko, drugače ne bomo naredili nič in bomo čez 3 ali 4 ali 5 let ponovno ugotavljali, da je akademska medicina sivo področje. Mogoče, da vam povem, kam res sodimo v očeh drugih, ne. Govorim za medicinske učitelje, učiteljski zbor. Pred kratkim smo bili na zavarovalnici in poleg tistih, ki se spoznajo na denarje, smo šli tudi tiste, ki se spoznamo na stroko. Poleg moje malenkosti še profesor Janez Jazbec, srednji profesor medicinske fakultete in tudi lastnik 3 specializacij, tako kot jaz. In so tam pojasnila neke strokovne stvari. In so nam imeli dovolj poslušati argumente, seveda, ker so bili preveč argumenti. In nama je rekla gospa, ki je vodila igro, poslušajte, nam se ne da poslušati to stroko, to, kar je govoril, nimamo časa. Medicinska fakulteta ima 1000, klinični center ima 1000 takih profesorjev, kot sta vidva, pika, pa so šla. Hvala lepa, se želi kdo odzvati. Še kakšno vprašanje morda? Mogoče, če bi, a kdo ve, koliko jih je res? Doktor Juk, koliko imamo zaposlenih? Res profesorjev? 1500, mislim, da je zdravnikov. 1500, ja. 1500 zdravnikov, približno 4000 sester, pa približno še nekaj tisoče podpornega kadra. Se pravi, znotraj teh 1500 zdravnikov je zgleda 1000 rednih profesorjev še zraven. Ja, hvala lepa. Mogoče samo eno vprašanje, preden se spet preselim k vam. Pač predstavnik oziroma predstavnica ministrstva se nam ni uspela danes pridružiti, ampak za vse to, kar navajate, da so izzivi, kaj bi bilo treba reševati, se seveda je politika tista, ki na koncu ali pride do kakšnih rešitev ali ne. Stroka lahko pove svoje, ampak politika je tista, ki načeloma mora to uspeljati na nekih drugih nivojih. Koliko pa, vprašanje za vse vas 4, zaznavate posluha in pozornosti iz resornih ministrstev? Imate sogovornike in sogovornice ali... Ok, bom začel.
Na našem resornem ministrstvu moram reči, da imamo zelo dobre stike, redne stike z ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije, da se redno pogovarjamo. Moram pa reči, da z ostalim delom vlade pa relativno slabe, da tudi recimo en konkreten primer v okviru plačnega sistema, ki se prenavlja, smo Univerza v Ljubljani kot tretji največji zaposlovalec v državi sploh želeli, da bi bili nekako sodelovali, bili vsaj obveščani o tem, kaj se dogaja, pa smo bili z nam neznanih razlogov zavrnjeni, celo dvakrat smo pisali predsedniku vlade, da bi želeli, pa mogoče lahko povem, kaj se dogaja zdaj s tem sistemom. Prejšnji teden smo dobili pa z ministrstva, da ne naredimo prevedbo vseh 6000 delovnih mest na Univerzi v Ljubljani v 2 dneh. Predtem pa 1 leto niso želeli mene informacije dati. Tako da tukaj bi se želeli veliko več posluha, čist generalno, pa tudi mislim, da nasplošno naša politika premalo upošteva razvoj, premalo upošteva akademsko sfero. Vemo, da najuspešnejše države so tiste, ki vlagajo v razvoj. Kot smo prej rekli, tukaj ne gre samo za to, da univerza ali pa nekatere fakultete sodelujo z gospodarstvom pri nekih konkretnih projektih, gre tudi za izobraževanje kadra, gre za strateške usmeritve, kaj je tista smer, kamor bo Slovenija želela iti, in tukaj nekako ne čutimo prave povezanosti, da bi politika dejansko imela neko. Če konkretno povem spet en primer, ki ga pač dokaj dobro poznam zaradi naših partnerskih univerz, v Sloveniji se zadnja leta kar nekaj govori, tako kot posod po Evropi, po prevodnikih, ki so postali strateška surovina oziroma polsurovina. Recimo pri naši partnerski univerzi v Dresdnu so v mestu Dresdnu v tem času, ko mi govorimo o tem, postavili že 3 tovarne polprevodnikov, še za 2 se pogovarjajo z investitorji iz Tajvana. Pri nas pa imamo neke brezkončne razprave, kjer se pogovarjamo, kaj bi naredili, kako bi naredili, ne pridemo pa nikamor naprej. In mislim, da je to ključno na vseh področjih, tudi na medicini, da se veliko več pogovarjamo, premalo pa slišimo en drugega in tudi upoštevamo to, kar en drugemu govorimo. Tako da mi tudi v tej skupini smo bili tudi skupaj že nekajkrat na ministru, smo že dali konkretne predloge, vendar jaz imam občutek, da smo premalo slišani. Ja. Da bi se dalo bolj. Ja, kakšne so pa vaše izkušnje? No, ali gre bolj za, da pridete v narekovaju prav, ko gre za, ne vem, odpiranje oddelkov, rezanje trakov, obiske ob takih in drugačnih dnevov, ko pa gre za konstruktivne pogovore o tem, kaj vi opažate, da je narobe, kako predlagate, da gre naprej, se pa mogoče ta entuziazem malo neha. Tako jaz bi tako rekel, načeloma se bo politika vedno strinjala s tem, da je vrhunska razvojna medicina pomembna. In se bomo popili kavico, se bomo pogovorili na nekem sestanku, kako je to dobro. Stvar je v tem, da je treba nekaj glede tega narediti. Treba je oblikovati neke skupine, ki bodo delale na tem, da se bo to stanje izboljšalo, in naloga nas tukaj prisotnih je, da pripravimo material za debato. Odločanje je pa v rokah tistih, ki imajo škarje in platno, kar se tega tiče. Mislim, da je stvar samo v tem, da je stvar v tem, da politika je toliko zasedena z nekimi drugimi temami, ki so populistično bolj važne, ki medijsko bolj odmevajo, da se nima dostikrat časa ali pa volje ukvarjati s temami, ki so zelo pomembne, ki so usodne za slovensko družbo, pa niso bombastične, se ne pojavljajo na naslovnicah. Ali pa se rešitve ne zgodijo čez noč, ali pa ni že naslednji dan nekaj boljšega. Ne? Izvolite, profesorica Matičič. Ja. No, jaz bom pa čisto iz prakse seveda povedala, namreč prihajam iz stroke infekcijske bolezni, ki je za državo strateška stroka oziroma pomembna za javno zdravje prebivalstva, in ožje področje, s katerim se ukvarjam, pravzaprav ima zelo dobre izkušnje z ministrstvom, ampak mogoče je to povezava z samo vsebino tukaj. Sem članica komisije za AIDS pri Ministrstvu za zdravje, ki dobesedno sledi stroki, zahtevam, željam, potrebam stroke, zato pravzaprav smo tudi na tem področju vrhunski, da ne govorimo o virusnih hepatitisih, ki so po letošnjem raportu Svetovne zdravstvene organizacije najpogostejši vzrok umrljivosti zaradi infekcijskih bolezni v svetu. Tudi tukaj imamo izreden posluh. Ampak kot rečeno, ne govorimo o covidu, govorimo o drugih infekcijskih boleznih in saj na tem področju, pravzaprav izoliranem, so izkušnje dobre. Doktor Jug?
Ja, zahtevno vprašanje. Pri vas so kar pogosto. Ja, imam tudi odgovor. Torej, mi, UKC, smo tu zato, da služimo ljudem. Politika je tu zato, da služi ljudem. Konec koncev zavarovalnica, ki jo je prej omenil profesor Zver, je tu, da služi ljudem. Mislim pa, da je ta trenutek v družbi sami en tak nenormalen pritisk v smer, ki si jo prej navedel, tržne medicine, da je tudi politika nekako postala talec tem pritiskom, tej relativizaciji medicine, da smo kot družba sposobni razumeti samo to, da je pomembna dolžina čakalne vrste, ne pa vsebina čakalne vrste. In dokler ne bomo vsi presegli to razumevanje, ne moremo pričakovati sprememb. Hvala lepa. Vprašanje, mislim, da je še kakšno bilo iz občinstva. Aha, gremo gospej tam, pa potem vi. Hvala lepa, Damjana Rozman z medicinske fakultete. Zdaj sama sicer nisem zdravnica, moje področje je raziskovanje in bi mogoče z tega stališča samo komentirala, kar ste že odprli, problem sodelovanja med Ministrstvom za visoko šolstvo, izobraževanje in znanost, kjer že vidimo, imamo v imenu izobraževanje in znanost skupaj. To nekako se stališča vlade pripada recimo izobraževalnim ustanovam univerzi. Potem imamo na drugi strani pa Ministrstvo za zdravje. In tukaj znotraj tega ministrstva je zelo malo izobraževanja, ko pa pridemo do znanosti, pa recimo tudi na evropski ravni se Ministrstvo za zdravje tukaj umakne. Pravijo, to je pa področje, ki ga mora pokrivati Ministrstvo za visoko šolstvo, izobraževanje in znanost. Tako da zdaj nekako jaz mislim, da je lahko zelo veliko okroglih mest, zelo so dobronamerne, ampak če mi odločevalcev zraven nimamo, če ni sogovornikov, ni dovolj. In se zelo strinjam za predhodniki, ki so pač povedali, da moramo biti tukaj bolj aktivni. Vse mogoče na nižjih nivojih smo, pa kdaj celo dobimo kakšen sestanek, pa pravijo kolegi iz obeh ministrstv, joj krasno, 10 let se že nismo med seboj pogovarjali. Omenila bi še enega igralca tukaj, Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Tega danes nismo omenili, ampak to je zdaj novo ministrstvo, ki se mi zdi, da tudi ni povezano dovolj z medicino, ni povezano z Ministrstvom za zdravje, bodo imeli pa počasi zelo veliko moč, ker medicina so tudi podatki, zelo veliko o tem govorimo, varnost podatkov, osebni podatki, tako da to zdaj mogoče ni niti vprašanje, ampak nekako pobuda, da je treba več delati z odločevalci, sicer bomo ostajali v nekih mehkih krogih. Hvala lepa za vaš komentar. Izvolite, še vi imate vprašanje, potem pa vas bom, spoštovani govorci in govorka, povabila k zaključni besedi. Torej jaz bi se navezal tudi na gospod Rozman pa na gospoda Majdiča in sicer mislim, da je en velik potencial, da bi ta birokratski del, ki ga upravljajo zdravniki, razrešila tehnologija in dober softver, mogoče vlaganje in v strojno opremo, torej v polprevodnike in v digitalizacijo torej samega zdravstva. Me zanima, kako nameravate, mislim, kako vi na to gledate, tudi mogoče vaše klinične izkušnje, kolikšen del obremenitve je to, ko morate pisati, ne pa se pogovarjati s pacienti, tako bi vprašal. To pa res leti name in zelo se zahvaljujem pravzaprav za tole vprašanje, tega danes nismo načeli, ampak vendarle temeljno rutinsko delo zdravnika klinika je seveda obravnava bolnika, potem pa vse ostalo, kar sodi v zapis, v dokumentacijo, v naročanje in vse to, in se strinjam, da danes zdravnik klinik več časa preživi za računalnikom zaradi vseh teh
nujno potrebnih dodatnih stvari, logističnih ali karkoli, kot ob bolniku in ob bolnikovi postelji. To se pravi, način dela danes kliničnega zdravnika se je močno spremenil. Jasno, da bi si želeli drugače, ampak v tem sistemu in v tem trenutku tako ne gre. Tako da podpiramo seveda napredek digitalizacije, ampak v tej smeri, da bo zdravnik lahko več časa preživel ob bolniku in ne za računalnikom. Hvala lepa. Lahko tukaj samo nekaj dodam, ker je mislim zelo aktualno vprašanje, ki ste ga načeli. Vsekakor mislim, da je tukaj velika vloga sploh umetne inteligence, ki se zdaj razvija, ki bi lahko zelo, ampak tukaj moram poudariti, pa to ni, ampak imeli smo ene sestanke glede kompetenčnega centra za umetno inteligenco, ki ne bi se ustanovil v Slovenijo in so kolegi opozorili, da imamo tukaj ravno v medicini pa zelo velik problem tudi z našo zakonodajo, ki je izjemno restriktivna in pridobivanje kakršnihkoli podatkov o pacientih je skoraj da nemogoče in je zaradi tega razvoj umetno inteligenčnih metod za pomoč zdravnikom na tem področju pri diagnostiki pri tem izjemno težek. In tukaj bo mogla pa tudi, to je bilo že naslovljeno, ampak tudi brez nekega uspeha, mogla tudi država začeti poslušati, da bom to zakonodajo, ki je izjemno restriktivna, vseeno nekoliko omilila, da bo mogoče delati tudi kakšne take stvari. Mimogrede, preden gremo k zaključku, ali veste za kakšne spremembe v financiranju in ali regulativi razvojne medicine, ki se obetajo? To bi seveda bilo bolj vprašanje za predstavnika ali predstavnice ministrstva, ampak vseeno vi ste vpeti v to dogajanje, ali veste zakaj, kakšne spremembe v tem pogledu v prihodnjih mesecih, da ne rečem letih? To pa verjetno leti name. Trenutno ne opažamo, da bi se razen investicij, recimo, ki se dogajajo in počasi napredujejo, ne opažamo nekega premika v tej smeri, bolj zaznavamo nek trend k regionalizaciji, morda celo relativizaciji. Še ena stvar mi je samo padla v ušesa, ko ste razlagali, namreč med drugim tudi vi, doktor Jug, ste večkrat izpostavili, ali se kot družba zavedamo, ali vemo, kaj potrebujemo in zakaj. Ali je mogoče tudi na strani komuniciranja teh zadev po vašem mnenju, vem, to ni čisto vaše področje, ampak vseeno se s tem soočeni na dnevni ravni. Ali gre mogoče tudi za kakšne kratke stike na področju komuniciranja, razlaganja, zakaj je treba za neke raziskave, v neke top strokovnjake in strokovnjakinje vlagati milijone, če pa ne bo jutri še nič, ampak vemo pa, da brez tega čez 10 let ne bo ABCD. Torej, jaz bi se omejil bolj na recimo izkušnjo kliničnega centra. Ko sem prevzel klinični center, sem se zavedal, da je to izjemno težka naloga. Veliko stvari je šlo tu verjetno skozi leta, prišlo do nekih praks, ki niso bile najboljše. To smo začeli spreminjati. Spremeniti zato, da bomo dali ljudem transparenten sistem, kjer bo vsak, ko bo prišel, že vedel, da bo tu maksimalno dobro oskrbljen. Ker uspeh zdravljenja ni odvisen samo od tehnike izvajanja posega, ampak od zaupanja pacienta v sistem. In ko vi stopite na naš prak, vi morate verjeti, da so tu posvečeni ljudje, ki za vas skrbijo po najboljši meri. Samo takrat boste zadovoljen. In ko boste zadovoljen, bo uspeh uspešen. Mislim, bo poseg uspešen. Žal, sem opazil, da je bilo veliko energije, verjetno kapitala vloženega v to, da bi prav to, ta videz, recimo neke take ustanove, v medijih se skrunil. Da se dejansko ljudem kaže slika, da je vse popolnoma narobe, da tukaj ne smete hoditi, ker tukaj skrbijo ljudje samo zase, kradejo in ta zadnja skrb ste vi. In da je v obljubljeni deželi, tam čez cesto, vse drugače. Torej, ja, informacija je zelo pomembna, kajti ko človek sam zavrača to, kar mu zdaj mi ponujamo, znanje za vse, ostane samo še znanje za nekoga. In ostane zadnji ambulanta, kakor sem prej omenil, na Dunaju, kjer pa ne bo ambulanta za vse Slovence. Hvala.
Hvala lepa. Preprosto, če želite, lahko dodate karkoli k temu, sicer pa vas povabim k zaključni besedi, se pravi, ko se bodo ugasnile luči in kamere, kaj želite, recimo profesor Švab, da tisti, ki so nas poslušali, tisti, ki so v občinstvu, da ne rečem, odnesejo domov. Ključno sporočilo je, da je brez vrhunske medicine ni razvoja medicine in zagotavljanja ustrezne kakovosti zdravstvenega varstva za celo Slovenijo. Ta del medicine terja posebno pozornost in posebno obravnavo in tukaj se morajo ustrezna ministrstva dobiti in skupaj z nami, ki bomo svoje delo opravili, najdeti neke rešitve, kako bomo to zagotovili. Ta problem ni samo slovenski, je univerzalen, povsod po svetu imajo podobne države. Kar se tiče pa cost benefita, ki ste rekli, je pa vlaganje v raziskave se včasih ekonomsko ne izplača na kratki rok, ker pač ne dobiš tistega, kar si dobil. Je pa potem, če ti pa uspe, toliko večji uspeh, to je znano, je po drugi strani je pa vlaganje v znanje bodočih kadrov, bodočih zdravnikov pa nekaj, kar se definitivno splača, brez kakšne velike ekonomske računice. Ja, preden vas nadaljujeva profesor Marič, še eno vprašanje, izvolite. Prostite, Erika Cvetko, Inštitut za anatomijo Medicinske fakultete. Jaz bi rada upozorila, da vzgoja vrhunskih strokovnjakov v medicini se začne v prvem letniku medicinske fakultete. Jaz prihajam z inštituta, ki je temeljen, bazičen in poučujemo najobsežnejši predmet zdravnike in zobozdravnike. In opozoriti želim, da se dolgotrajno soočamo s pomanjkanjem kadrov, ne rečem kakovostnih kadrov, pa vsakršnih kadrov. Proaktivno že 10 let iščemo med našimi študenti diplomante, ki bi bili pripravljeni dela, torej upravljati pedagoško delo in raziskovalno delo na teh delovnih mestih, ki so pedagoška. Ker so taki uslužbenci medicinske fakultete deprivilegirani v primerjavi z mladimi zdravniki, kot je profesor Matičičeva že omenila, da ni nepomemben tudi ta del nagrajevanja pri tem, ko se mladi odločijo za svojo poklicno pot. In če dovolite, bi ilustrirala po tem proaktivnem iskanju pedagoških delavcev na našem inštitutu. Od 12 pedagoških delavcev imamo enega kolega na asistentskem mestu, ki je iz Nigerije, mlado raziskovalko imamo iz Gane in tehniškega sodelavca iz Ruande. In poskušamo kakovostno opravljati vso pedagoško in raziskovalno delo takega bazičnega, velikega predkliničnega inštituta. Mislim, da bi bilo treba tudi pomisliti na to, da potrebujemo kakovostne učitelje, da bomo lahko naredili in ohranjali vrhunske strokovnjake. Hvala. Hvala tudi vam. Profesor Majdič, izvolite še vaša zaključna beseda. Ja, mogoče bi dva poudarka. Eno, kar bi želel je, da bi občinstvo s te okrogle mize odneslo to, da stroka v Sloveniji je enotna, da smo našli skupen jezik, da se pogovarjamo, da imamo redne stike, dva največja deležnika, po mojem mnenju, na področju razvojne medicine, Univerzitetni klinični center in pa Univerza v Ljubljani z medicinsko fakulteto, pa tudi drugimi fakultetami, ki delujejo vsaj delno raziskovalno na področju medicine. In da bi se želeli tukaj, da bi se naš glas bolj močno slišal in tudi upošteval. Drugo, kar ste pa že načeli pri predzadnjem vprašanju, ker sem nekako hotel za svoje zaključne besede, je pa, ker sem morda izpustil pri svojih 4 navedbah, kaj mislim, da treba spremeniti, je pa še to, da je treba družbo osvestiti, kaj je to razvojna medicina, zakaj jo potrebujemo, da bojo razumeli in potem morda tudi na ta način, da bomo pritisnili na odločevalce, da bojo to upoštevali. Tukaj igrajo pa veliko vlogo tudi mediji, ki v mojem mnenju premalo poročajo o razvoju, o znanosti, o teh stvarih. Zdaj se izteka moje 3. leto mandata na tej poziciji. Morda kot anekdota povem, kaj je bila novica, ki je bila daleč najbolj poročana z Univerze v Ljubljani, to, da je 50 študentov zasedlo predavalnico na FDV-ju.
Medtem ko novice, ko so vrhunski znanstveni dosežki tudi na področju medicine, pa recimo novice o tem, da je naš alumen, ki sicer živi v ZDA, dobil izjemno prestižno nagrado in celoten nagradni sklad daroval za nagrade za naše študente, o tem praktično noben medij ne poroča. In tukaj mislim, da imamo tudi v Sloveniji en precejšen problem, da to sporočilo, ki ga akademske inštitucije dajemo v navzven, ne prodira tako, kot bi moralo v medije. In tukaj je tudi, mislim, da je en velik izziv, ki nas čaka, kako taka pozitivna sporočila, kot je tudi, mislim, da to z današnje te okrogle mize, da prodre močneje v medije in preko tega v družbo in na ta način bomo potem lahko tudi dosegli večji vpliv na odločevalce. Hvala lepa, profesorica Matečič. Večina mislim, da je bilo že povedanega, ampak če sklenemo, vrhunska medicina za zdravje in dolgoživost Slovencev in Slovenk potrebujemo, to je dejstvo. Lahko jo imamo samo z razvojno medicino, ki zaenkrat ni sistematizirana in institucionalizirana, to se pravi, to moramo narediti. Kako to narediti, smo, mislim, da veliko stvari, začenši z filozofijo v naši glavi, ki jo spremenimo, s kulturo raziskovanja, ki jo rabimo in seveda z vsemi zagotovitvami logistike in ostalih stvari, predvsem pa graditvi na raziskovalcih, klinikih, ki seveda potrebujo nek ustrezen profil, da lahko delujejo naprej. Vse to, o čemer se pogovarjamo, bo najbrž bilo izkoriščeno v naslednjih generacijah, najbrž ne še v tej naši, ker začenjamo s tem, zato je še toliko bolj pomembno, da se potrudimo s promoviranjem, z nekako raziskovalnim duhom in da ga vcepimo mladim rodovom. Sem vesela, da je zanimanje za to med študenti medicine in hvala, da ste se udeležili tega srečanja. Tako da pravzaprav institucionalizacija, povezovanje med univerzo in klinikami oziroma terciarnimi ustanovami in pa seveda sistemska ureditev na državnem nivoju. Na vsak način pa zelo pomembno povezovanje s tujino, kar je izpostavil že profesor Zver, namreč s centri odličnosti v tujini in z interdisciplinarnimi raziskovalnimi mednarodnimi timi. Vključevanje v to ni samo, kot smo že slišali, raziskovalno pomembno, ampak tudi v praksi za rutinsko medicino. To se pravi, po drugi strani bi pa še nekaj rada opozorila, tudi pri nas bi morali ustvariti možnosti za tuje raziskovalce, vrhunske raziskovalce, ki prijo sem, se pravi, ustvariti pogoje, ne da bodo na naših kavčih spali, ampak seveda, da bodo se vključili tudi v raziskovalno delo, ne zgolj mogoče samo v pedagoško ali kakorkoli. Ampak, kot je rekel že gospod dekan, bodimo optimistični, vendarle vrhunsko medicino še imamo, na plečih vseh nas je zaenkrat razvojna medicina, upamo pa, da bo tudi institucionalizirana. Hvala lepa tudi vam, doktor Juk. Ja, hvala. V 100 letih smo zgradili zelo močan, sposoben, kakovosten sistem slovenskega zdravstva. Na nas je, da ga ohranimo in razvijamo naprej. V 100 letih se je to zgodilo zato, ker so ljudje svoje osebne interese dali za interese družbe. Družba se zdaj spreminja, osebni interes postaja pomembnejši, kot je pomen družbe. Zato mora družba začeti ceniti človeka, ki je sposoben angažirati se več, žrtvovati več, ker ti raziskovati, klinično delovati, ohranjati družino, to zahteva žrtev. In če že država nima denarja za to več, lahko mogoče davčno optimizira takšne poklice z davčno kapico. Če se kaj bojimo, je to, da nam bo zmanjkalo kirurgov, zdravnikov ali pa drugih strokovnjakov, ploščice zna vsak postaviti sem. Hvala. Hvala lepa, hvala vam za udeležbo na razpravi, za deljenje modrih misli z našim občinstvom. Hvala tudi vam za vprašanja, za deljenje komentarjev in opažanj. Sogovorniki in sogovornica so seveda na voljo, če ima kdo željo, kolegi in kolegice, tudi za kakšne izjave, intervjuje, sicer pa vsi lepo vabljeni tudi nadstropje nižje na neformalni pogovor ob manjši zakuski. Hvala lepa še enkrat in nasvidenje.